Živ in pa lepo pozdravljeni v čista nov vlog, kukar ste verjetno že po thumbnailu videli, sem kupil eno novo traparijo. Tole je moj najljubši vlog, kar sem jih posnel in danes bo tale vlog kar pester. Motor imam zdaj že cirka 3 mesece, ampak sem pač čakal robo pa tako naprej. Tako da evo, končno zadevo objavljamo, zdaj pa kar skočimo nazaj na dan, ko smo ga šli iskat. Evo, smo v stilu danes. Greva ga pa iskat v Sevnico, samo prestolnico, iz katere je prva dama Amerike, tako da jaz mislim, da bo tudi kvaliteta tega mopeda taka res predsedniška. Marija, ki to delač, mi se še kar vozimo, pa tma je, pa skozi bolje v brehajga. Motor je malo težji vžigal, zato ker je že nekaj časa stal, ampak najbolj važno mi je bilo to, da motor dela. Ko smo ga poj kar na hitro naložili, pa gaz domov. 3, 4, evo ga. Vmes, ko sem pa dele čakal, sem pa z njemu tudi že takole robo vozil, tako da ne samo, da je tole nadomestek enduro motorja, ampak pri meni zdaj služi tudi kot traktor. Pa tudi moji frendi so ful navdušeni, ko so ga prvič videli. Verjetno se sprašujete, zakaj hudiča bi kdo kaj tasga kupil. Moj plan je, da tole spremenim v off-road zverino in dokažem, da ima šlo za ene 500 evrov budžeta proper enduro motor. Motor je koštal 400 evrov in v tej ceni še celo registriran, zadeva izpravna, je pa, bom rekel, vizualno ne v najbolj novem stanju, no. Preden si pa pogledamo vse kozmetične napake na Gareliju, pa teh res ni malo, pa moram povedati, da je ta motor na slikah na Avtonetu zgledal precej boljš, kakor se je pol izkazalo v živo. Ampak, ko se enkrat toliko daleč peleš po motor, je pol v bistvu že skoraj dražji bencin, kakor pa motor sam, zato smo ga pač valjda vzela, ne. Seveda pa nobenemu ni všeč, ne, da je zadeva na slikah precej boljša, kakor se pol izkaže v živo, zato je sponzor današnjega videa Car Vertical. Car Vertical je platforma, kjer ti enostavno odtipkaš šasijo avta, ki bi ga rad preveril, tam pa pol lahko zveš, a so bili kaj kilometri nazaj vrteni, a je bil avto mogoče v preteklosti tudi kaj poškodovan. In to je predvsem fajn, če kupuješ nov avto, zato da se čim bolj prepričaš, da je z avtom res vse v redu, oziroma da saj veš, kva kupuješ. S kodo ROK20 pa dobiš še 20% popust pri nakupu, mi pa zdaj nadaljujemo naprej na video. Na teli strani zgleda še kar ok, pa če pridemo na tole stran, pa vidimo, da je bil majster že, bom rekel, malo aerodinamično dodelan, ampak ne sam par prask, tlele je praktično cela desna polovica tega motorja v salotejpu. Pa tudi, ko se je urihtala tale aerodinamika, se je v bistvu tole kar takole ponetal na šraube, to je kar pa šrauban skup. Pa še tale performance feature, da imaš klele pokrovček plastičen za ole fajn na auspuh, da ga jaz zatopi in se ga... to se sploh ne premika, Pa najprej nisem vedel, zakaj je imel lastnik skozi flašo benzina klele podzican, to je pa zato, ker v bistvu je tudi števc polomljen, pa tudi klele vzadi so plastike že videle boljše dneve, no. Tole je precej podrobljen klele okol, pa tudi tukaj v spodi ni najbolj kolektor z itema, ne. Tlele kar kabli malo ven visijo, malo je tudi žirjav, ampak je nič hudega. Zadnja strehca je bila zlomljena, tako da so jo kar nazaj s ploščico pa vezicam pritrdili. Guma je pa v bistvu zelo dirkalna, praktično MotoGP nivo gume. Prva najbolj pomembna predelava je že kle in to so gume. Tole je v bistvu najbolj hardcore guma, ker sem jo lahko najdel v tej dimenziji in pazi to, ista dimenzija je, tako da imam homologirano, kar pomeni, da bom lahko imel še na njemu tablico in bo tale zadeva čist legit. Tole je po moje ta prva, pa imam pa še ta zadnjo, evo. Kaj je to enduro set za Garelija, pa to je noro,
Je pa treba omeniti tudi fashion, ki je primeren za to vrstno motociklistiko, in to je seveda, da damo pogasarsko štumfe čez hlače za hujšo aerodinamiko, pa seveda od zaščitne opreme damo sam gor gogle, ker v bistvu nas skrbijo sam muhe, ki jih dobimo v oči. Noč, grem tole naložil, pa gremo. Opala! Kako to gareli kresne z prve. To pa je tehnologija, čak še taco moram dati gor, ki nagre sama, ki je flider za nič. Pojmo. Zdaj, ko je zategnil, a veš, no. Prav še masten sploh suhni. Ali pa je sam moker. Redno vzdrževan. Ja. Evo, le iz tega, gremo zdaj na tole. Ko to si, stari. Ta prvo smo se lotili ta sprednjega konca, ki je v bistvu malo manj dela, kakor pri ta zadnjemu. Pa smo pa pogruntali, da bo treba rihtati tudi bremze. Kar na postrani je pobran. Ja, nas tudi poskrbljeno. Oj, to roba. Pač te že z fabrike Ka z vrha dobro zgleda, a ne? Sank pa not pogledaš, je pa na pleha. Ščopičem. Ja, seveda. To je še od osnovne šole ostal, toliko malo se ni hrabno. Kokpic prej, zvonjem po jabuki. Pa res po jabuki. Malo pedikure. Ja, boš bo, a ne? Kaj imaš tu? Konopljino mast. Zelena, Je. okolju prijazna. To sem zdaj čez gmajno pelal, bojo kar rože rasle za mano. Spet bo bremza delala, yes. Ja, le še očrava se. Oj, pluva že. Fak, se to sploh ni več za ura nule, se sam voda noči. Čak, da priješ do to drugega. Jerklat stani. Eno se, stari, tole pa že žvižga čez ror. Navaden ATI olje do 4, Ja? do 5.1, mehko boljši. Lahko damo dirkalanja motul RBF 660. Daj dirkalam Za ga. visoke obremenitve. To rabimo, to. To je racing program, no. Si sama zaskano, dej kar pumpel. Evo, pumpam. No, zdaj pa že malo bolj trdo. Malo bolj počas. Dobar prime zdaj. Bo, a ne? Ja. Ta spreden konc je zrihtan, preden se pa lotimo ta zadnje gume. Bi bilo pa res škoda, da bi takole gumo preč vrgli, ki ima še malo življenja v sebi, tako da dajmo zdaj probati, če da garili en dober burnout od sebe. Malo se je sicer matral na obratih, zato sem Jana prosil, če ga ohka malo vzad pa vzigne, da se v guma še bolj vrtela. No jo, takole se reciklira gumo. Opa, zdaj morava pa nazaj priti. Oba se morava pelati. Evo, gumo smo zrihtali, zdaj se pa hka lotimo ta zadnjega konca. Dobar je. Auspuh smo kar požagali, mene pa bolj zanima, kako zgleda nivo olja, glede na to, da ga je auspuh zatopil in se tiste palčke sploh ni dal ven potegniti. Scho. Ni ola, dobro. Gumo so žgal brez ola. Kaj je to gareli power, to brez ola dela. Pol sem se pa jaz lotil zadnji kar zamenjati ta staro gumo za novo. Žiga se je pa lotil predelave auspuha. Še preden pa nataknemo auspuh nazaj gor, ga je pa valjda treba slišati tudi brez. To pa
demontiral za aerodinamiko, ampak je tlet en tole gor dajo. Tako da daš gor, pa nikoli več dol ne gre, čakaj. Ne sker malo bolj. Kik ladu. Yes, Ja, zdaj pa že bolj zgleda. Ja, bolj je. Perfektno je. Ja, to je dober zvok. To ni preveč. Dober je. Ja. Nazad na vrim za noč, na primer. To bo znal vreme. Ja, zelo še hitrej. Yes! Noro, no! Stage 3. Ja, ško zdaj zrak je imel. Res je motorsport. Ja. No, to. Zdaj pa dirkalc. Zdaj pa da namo sam govoril, pa gume menal, sem pa za primerjavo vzel tole čist novo Husqvarno 250 cajtak Enduro in bo danes to challenge za Garelija. Skratka, vse, kar tale Endurca prevoz, mora danes tudi Gareli prevoziti. Da vidimo, a smo pameten investirali v tale Enduro projekt, a me vsem z metalo en jark pa m šupeš domov. Dajva. Jan, pa če meni ugasne tamle na sred. There's one way to find out. Jana sem naprej poslal, da vidva kako je. Jaz res upam, da nam tamle not ostal. A za? Holy shit! A ja, auspuh je pod vodo. Fak si majster, čist not pod vodo. Daj ti za balanco. Jaz ga pa vzad. To je čist globoko. Ja. Tam. A ga probava gor potegnem. Bolj, ja. Opala. Krdaj. Gareli, jaz verjamem vate. Super, delat sva prišla. Mogoče voda ni najboljši okolje za Garelija. Dajva tako probat, daj ga okoli pasu. Ja, te boš tu tam tle vkopal. Počas. Evo, zdaj sva iskala z Janom svečo. Sveče nisva najdla. Ampak so rekla, da je zaporo še enkrat zavergla, ti ne majster užgal. Tako da evo, Gareli Core Waterproof, ne mi zdaj ugasen. Dobar je. Sem se pa zdaj naučil, da v globoko vodo ne grem več. Tako da gremo zdaj še enkrat probat. Tole je čist prelahko zgledal zdajle. You make me look bad, man.
Opa, opa. Oh! Oh! Ne! Ali hotel sem reči, gareli pa stoji. Elaj, vsak enduro motor mora enkrat padati. Banda! Za malco. To je pa zdaj en luksus feature, ki ga pa noben enduro motor nima, in to je sicer tale department, ki sem ga jaz predelil, da je kot v Rolls Royceu stari. Pazi zdaj to. Odpreš, tlele noter se skriva bištek, pazi to, piknik paket. Noter imamo klobase, kruh, vse za takole fajn piknik malco. Jaz sem se sicer malo bolj pripravil, sem si tudi naštimil dilco pa nož, da bomo tole klobaso narezali, ampak valjda sem te zadeve doma pozabil, tako da bomo mogli tole kar malo pobarbarsk. Prvo postrežemo malo kruha. Tlele z mojega Rolls Royce kovčka vzamem nož. Žal nimam sicer ta pravga. Dobar je. Mater, se to je pa bolj, kad abdilo mu saboj. No, bolj kakor pri norcah. Tole še odpremo. Kubase. Kubasa. Krh. To je malca. Nič ni to za garelije. Tako, ka greš ti, izgleda, da ni težko sploh. Lega sem še gor, je crkne čist na vrh hriba, se pololo. Jaz imam pa občutek takoj, ka ta prvo kolo zapusti tla, da bom kar umrl. Stari, sej, se da, ampak tole moram priznati, je kar delač od endurota, ka tole ne pride tudi čez 20 cm pukalne. Ampak moram pa reči, da je res noro zabaven. Ti mi pa v spotu komentar napiš, če so ti taki videi všeč, če jih naredimo še več, pa predvsem, a posnamemo še en vlog, pa peljemo tole specialko nekam na eno motocross progo. To je to za danes, mi se pa vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!